lastovke, ki gnezdijo. Udobno se namesti, nato pa mirno in zbrano prisluhnite zgodbi o deklici Lin. Bolj kot kaj drugega si je želela dobro odrezati na klavirskem tekmovanju. Skladbe, ki jih je igrala, bi se morali slišati preprosto, ona pa jih je le s težavo vadila, dokler ji niso prišli na pomoč krilati angelčki. Linini starši so bili revni kmetje v vasici sredi Kitajske. Njen oče Geng je redil prašiče za prodajo. Njena mama Mei pa je bila vezilja. Nekega dne, ko je bila Lin stara 4 leta, je vas obiskal potujoči glasbenik. Ime mu je bilo Je. Na zadnjem delu njegovega voza je igral klavir. Ko je Jin igral vaščanom, ga je Lin zamaknjeno opazovala. Ko je končal, je splezala na voz in na presenečenje vseh navzočih začela igrati. Vaša hči je izjemno nadarjena, je ji rekel njenemu očetu. Dobiti mora učitelja. Toda nimamo denarja, je rekel Geng. Kako naj si privoščimo nakup glasbila ali plačilo učitelja? Ji je ljubil glasbo, ni prenesel misli, da bi zavrgli Linin velik talent. Svoj klavir vam dam skoraj zastonj, je rekel, da bi se vaša hči lahko naučila igrati nanj. Lilini starši so hvaležno sprejeli Jijevo ponudbo. Njen oče mu je izročil svoje prihranke, njena mama pa mu je izročila svojo najljubšo odejo. V zameno je ji odpeljal klavir do njihove hiše. Obljubil je, da jim bo poslal učitelja, ko pride v naslednje mesto. Lin se je hitro učila. Kmalu so ljudje z vse province začeli hoditi k njej, da bi jo slišali igrati. Njena glasba jim je bila tako zelo všeč, da so ji podarjali denar, s katerim sta Geng in Mei lahko plačevala njenega učitelja. Leta so minila in nekega dne je učitelj povedal Lin za klavirsko tekmovanje v bližnjem mestu. Zmagovalec bo upravičen do štipendije za študij na akademiji, obenem pa bo osvojil še denarno nagrado v višini 10.000 juanov, je rekel. Svoj prst je uperil proti njej. Lin, zmagati moraš. To si dolžna svojim staršem. Potrudila se bom po svojih najboljših močeh, je odgovorila Lin. Storiti moraš več kot to, je rekel učitelj. Izročil ji je svežen not. Tekmovanja se bodo udeležili najbolj nadarjeni pianisti iz vseh koncev države. Lahko, da te bo kdo prekosil.
Bila je pomlad. Drevesa in žive meje so se razplamteli v en sam cvet. Ptički so gostoleli na soncu, čebele in druge žuželke so brenčale med rožami. Lin je z učiteljem sedela ob klavirju na terasi. Poslušala ga je, kako igra. Česa podobnega še ni slišala. Sprva se je zdela skladba preprosta. Potem pa so se pod učiteljevimi prsti note spreminjale v zvoke pljuskov, vode, ob skale v potoku ali pa zvoke radosti v srcu, ki se jo čuti ob prevešanju pomladi v poletje. Potem pa je Lin poskušala zaigrati po notah, ki jih je dobila. Glasba se je sprva zdela preprosta, zato je menila, da ne bo težko igrati. A pred sabo je imela najtežjo skladbo, kar jih je kdaj poskušala odigrati. Ne skrbi, je rekel učitelj, pridno vadi, pa jo boš sčasoma zmogla dobro odigrati. Minil je mesec. Učitelj je poslušal Lin, kako je igrala, in si glavo zakopal v dlani. Jejheta, 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 je zavzdihnil. Slišati je, kot bi igrala s komolci. Lin je zmajala z glavo. Ta skladba je pretežka zame, je rekla. Vse, kar je vredno početi, je težko, je rekel učitelj. Opazuj svet okrog sebe, pomagalo ti bo razumeti glasbo. Ko se je tistega dne sonce začelo poslavljati, so se na kmetijo vrnile prve lastovke. Zakrožile so nad streho in našle svoje mesto na pušču nad njeno glavo. Po kratkem postanku na požirku vode v bližnjem potoku so začele graditi svoja gnezda. Lin še nikoli ni gledala lastovk, kako pletejo gnezda. Ko je pozneje premišljevala o tem, je ugotovila, da ob vajah klavirja za to ni imela časa. Zdaj pa je videla, kako s svojimi kljuni pobirajo blato, ki ga slino zlepijo v gnezda. Dan za dnem so lastovke letale sem in tja, ter marljivo nabirale še več prsti za svoja okrogla blatna gnezda, katera bodo zvalila jajca. Bilo je naporno in zadovoljujoče delo hkrati. Lin je sedla za klavir in začela igrati. Druga za drugo so se lastovke postrojile v vrsto nad njeno glavo. Nagibale so svoje drobne glavice, kot bi jo želele poslušati in spodbujati k igranju. Za hipec se je zdelo, da se je svet ustavil. Ko je bila Lin sama z lastovkami, je glasba, ki jo je prej le s težavo igrala, zaplesala v zraku nad njimi. Lastovke so ji pomagale do čutnega igranja.
Konec poletja je Lin zmagala na klavirskem tekmovanju. Stopila je na oder in se vsem zahvalila. Publiki je povedala, kako je opazovala lastovke in kako so ji pomagale. Zdaj razumem, da je čudežev več vrst, je rekla Lin in se še enkrat priklonila. In vem, da so angeli povsod. Afirmacije. Angeli nam lahko pomagajo na različne načine. Včasih nam povejo, kaj moramo narediti, spet drugič pa nas usmerijo na pravo pot. Če ti nekaj še posebej veliko pomeni, je vedno vredno dati vse od sebe. Zelo dober občutek je, če se lahko zahvališ vsem, ki so ti pomagali.